A veste, kaj pomeni, da ubogaš Boga? Veste, kaj to pomeni? To sam pomeni, da ga poslušaš, da kad ti on nekaj reče, ti je to bolj vreden od zlata. In pol to, kad ti on rekel, rečeš, aleluja, gremo tako, aleluja. To pomeni poslušnost. Poslušnost ne pomeni, da se držiš 10 zapovedi. To si lahko največji farizej. Ne lažeš, ne kradeš, še ne vem, kaj si vse nehal delati, še zelenjavo si nehal jesti. Da sam še govedino. Sem obrnil ploščo, ampak ni veze. In je vse rekel, to je brez veze. Srce je važno, haleluja. Pa se tebi dogaja, haleluja. A si ti eno z Bogom, ko nekaj reče, njegov glas, cel tvoj bitje presune in vse, kar hočeš, je, da si z njim povezan, haleluja. Se pravi, Filip je takoj, probi se naučiti, da takoj ubogaš Boga. Jaz sem včeraj še eno osebo imel sabo, ko sem molil za ljudi in operiral o darovih Svetega Duha. In pol mi je ta oseba rekla, jaz tudi, ko si molil za to osebo, mi je Bog to pokazal, sam pol nisem rekel. In sem rekel, to je napaka, ti moraš reči to, ko ti Bog pokaže. Če te Bog nekaj govori, pa si tih, to je ful, to ni dobro. Da bi te ohrabril, deluj, ampak če nisi zihar, ti vedno lahko človeku rečeš, nisem zihar, ampak čutam to in to. A ti to kaj pomeni? Bod ponižen, haleluja. Ker v 1. Korinčanom 13 prav, ko govori o ljubezni prav, zdaj v bistvu gledamo tako kot v zrcalu. Ne vidimo čist popolne slike, ampak gledamo Boga tako kot v zrcalu, vidimo Jezusa. Ko bomo pa dobili novo telo, se pravi, ko gremo iz zemlje v večnost, ga bomo pa videli za oči v oči. Zato piše, da zdaj nepopolno prerokujemo, ko bomo pa z njim bomo pa videli. In to je tukaj ključ, haleluja. Filip takoj posluša Boga. Se pravi, ko ti Bog nekaj pokaže, če bi rad več nadnaravne aktivnosti, takoj Bog poslušal v tem, kar ti je pokazal. Lahko je to majhen občutek, razumeš? Ni nujno, da se bliska pa grmi. In lahko človeku rečeš, tole čutim. A ti to kaj pomeni? Se pomeni.